Franci Planinšek, naš znani lepotni kirurg, nas je povabil v svoje minimalistično zatočišče, kamor novinarjev praviloma ne vabi. To je pač neko privatno svetišče, v katerega redko ljudi spustim. Mislim, zdaj v bistvu zaradi nekih posebnih razlogov sem spustil vašo televizijo. Sta pa pri njem velikokrat sin ter bivša žena. Od Urša sem dobil sina. Ne? Če Jakoba ne bi bilo, bi jaz bil v tem trenutku osamen. Vi veste recimo, da sem zapustil klinični center in da v bistvu sem se na nek način poskušal, da se pač neke stvari se razplete ne v moji volji, v drugo smer, kot sem želel. Ne? V teh trenutkih je v bistvu najpomembneje, da imaš ti ob sebi ljudi, ki te stojijo ob strani. In tako v bistvu mi je mnogo lažje živeti recimo v prijateljskih odnosih z bivšo partnerko, ne? Torej z Uršo in z sinom. In v bistvu jaz vem, da nisem nikoli sam, ko zbolim, pride Urša, mi prinese hrano, v bistvu vem, da se mi ne bo nič hudega naredilo. Tudi lepotna kirurgija je umetnost. Iz tega vidika bi rad del te umetnosti prenesel na bivšo ženo. Urša Draž ni bila nikoli operirana. Ampak Urši sem včasih rekel, Urša, a veš, si ta rana sicer lač ne verjame, ampak nekoč bo pač čas, ko se bo javila kakšna gubica in upam, da veš, da sem tu. Ampak Urša pač to strajno zavrača in če zdaj se me vprašal, koga bi si želel operirati, želel bi si bivšo ženo operirati, če bi žene. Ampak ona tega ne rabi in še dolgo časa ne bo rabila. Pa si je sam privoščil kakšen lepotni poseg? Nikoli nič. Lažem se, ne? Ampak vam ne povem. Stari, gledajte, se vsi vejo, da sem si dal popraviti nos, ne? Dajal sem si botoks, ne? Mislim, zdaj si ga že nekaj časa nisem dal, ne? Ker nisem utegnil, ne zaradi tega, da bi imel občutek, da ga ne rabim več. Pa hialuronsko kislino občasno si dam. V svoji dolgi karieri je dobil tudi nenavadne prošnje. Recimo, najbolj bizarni primer je bil nekoč, ko me je nekdo poklical po telefonu, če lahko presadimo kožo iz enega človeka na drugega človeka. Ne? In mu jaz razložim, da pač to ne gre, ne? Da to pač je tako močna imunska reakcija, da te kože se ne da presaditi kar tako. Ne? In potem na koncu se je zgodba nadaljevala, skazala se je v bistvu, da je on predvideval, da je koža, da je penis v resnici narejen iz kože. Ne? In je potem rekel, gledajte, jaz imam penis, ki ga ne rabim, moj prijatelj ga pa nima. Ne? Njegov prijatelj je bila prijateljica, ne? Ki ni imela penisa, on ga je pa imel, ne? In ni želel biti več fan. Francija Planinška pa niso zaznamovali samo estetski posegi, temveč predvsem posegi po opeklinah.